Lep pozdrav še z komentatorskega mesta na Bonifiki, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telemach. V derbiju prvega kroga druge polovice tekmovanja se bosta soočila stara rivala Koper in Olimpija. Osuđi, spremlja ga Lasickas, Osuđi krasno preigrava, podaja v sredino, Suale na pravem mestu, Ankada pa potem spet Osuđi mimo gola. Ostaja 0:0, tudi po poskusu Bedeja Osuđija. Nije še podaljšal, vprašanje je, koliko časa bo seveda še ostal na slovenskih zelenicah. Suale medtem s podajo proti Bristriču, vrnil se je Ankra, potem pa napaka, Floruč v kazenskem prostoru in gol! Olimpija vodi že na sredini 9. minute, je zadev Raul Aleksander Floruč. 0:1, izkoriščena napaka v koprski obrambi in Zeljković je seveda lahko zadovoljen. Raul Aleksander Floruč izvaja kot dober predložek in gol! 2:0 vodi Olimpija, Marcel Ratnik je strelec v 31. minuti. Še ena asistenca v le nekaj tekmah za Raula Aleksandra Floruča, ki je današnjemu zadetku torej dodal še podajo. Danes je to bil sicer njegov 5. karierni gol v slovenskem prvenstvu, 4. v tej sezoni, torej Suale znova podajo pred vrata, priložnost za Olimpijo, 3:0. Raul Aleksander Floruč je strelec drugič danes v 36. minuti. Gromozanska prednost Ljubljančanov na Bonifiki, veselijo se gostujoči privrženci. Vešner-Tičić, Ankada. Osuđi, zopet Ankada, izgrana je zdaj obramba Olimpije. Ankada v priložnosti in obramba Denisa Pintola. Odličen prodor Timotija Ankade, toda na koncu obramba vratarja Olimpije. V prvem obdobju je bil tudi najboljši strelec lige. Dobro, zdaj v obrambi Nemanja Motika. Prišel je mimo tudi Ankraja. Motika strelja in gol! 4:0, Nemanja Motika v 53. minuti. Ja, zgodilo se je Kopru tisto, kar si je najmanj želel. Groznica. Še ena podaja v sredino, tokrat Ratnik v skoku, pa potem trk v kazenskem prostoru in 11-metrovka za Koper. 11-metrovka za Koper, Ivan Posavec je storil prekršek nad Diabijem. V prvi ligi poglejmo Mula Husejnovića, zanesljivo je zadev in izid je 1:4. Nekaj gneče tam pred vrati, prepir med nogometaši. Mislim, da tega prej nisem omenil, ampak danes v ekipi pri Olimpiji ni niti Žorža Silve, niti na klopi. Kasa. Kasa proti sredini, Kasa do strela in obramba Jana Koprivca. Dober poskus Redija Kase. Na rob kazenskega prostora, Tepšič je padel, potem poskus Osuđija, izbija
če je bil igralec, če je Tepčiča zadev, je sigurno bi moral sodnik tu dosoditi. To se vidi, da je 11 metrovka. 11 metrovka, ja. 11 metrovka za Koper, še druga na tej tekmi. Bede Osuđi, tokrat izvajalec, sooča se s Pintolom. Osuđi, tudi on je zadev in 4-2 zdaj vodi Olimpija. To je 4. gol Osuđija v tej sezoni prve lige Telemach. Safet Hadžić, poraz proti Olimpiji, pred tekmo sva govorila o pomembnosti teh individualnih napak, ki se prikradejo v igro. Praktično že v prvem polčasu 3 napake in 3 prejeti goli. Ma ne vem, kaj bi rekel več o tem. Najbolj da rečem, da je Olimpija zasluženo zmagala in čestitam. Nogomet je včasih čuden, ne? 7 doseženih golov na zadnjih 3 tekmah pa brez zmage. To je res, imamo ogromno šans, tudi dosti delamo v obrambi, delamo na tej individualni disciplini, ampak vidite sami, da pridejo momenti, ki nerazumejoče napake igralcev, ampak to je nogomet, treba iti dalje, treba popravljati in mogoče bo uspeh potem boljši. Če lahko danes izluščite kaj pozitivnega z te tekme, je to morda teh zadnjih 30 minut? Pa dobro, mi smo imeli neke svoje akcije, neke svoje šanse, neko svojo igro. Ni toliko Olimpija bila boljša. Se pa vidi, da je svoje akcije, ki je odigrala kvalitetno in zasluženo zmagala. Na koncu recimo oziroma tam sredi tekme pri 4-0 ni bilo neke čvrstosti strani vaših fantov. En rumeni karton na koncu, bi morda želeli tudi nekaj več te ostrine, da se ekipa vendarle prebudi, ko je zaostanek tako visok. Pa, ko je 0-4 je šokantna zadeva in takrat je igralec v nekem bloku, to se pravi težko je se nekako obrniti v neko pozitivo, zaradi tega jih razumem, ampak v vsakem primeru moramo gledati to, da prevelike napake individualno delamo, treba da tem delati in popravljati. Morate pa ostati kar hitro že pravzaprav z mislimi na naslednjo tekmo, 2 izziva pred zimskim premorom. Ta tekma s Celjem, ki je specifična, igralo se bo praktično 60 minut. Ja, Celje je kvalitetno, zdaj v nekem sponu imajo neko sigurnost, težka tekma, ampak treba pozabiti to tekmo, iti v Celje, probati. Enostavno mi imamo neko kvaliteto, ki lahko tudi Celje dobimo. Če bomo pravi v defanzivi, sigurno bomo naredili nekih svojih šans in mogoče tudi zadevali. Zoran, čestitke za zmago proti svojemu nekdanjemu klubu. Lahko bi rekli, da ste glavnino dela opravili že v prvem polčasu. Ja, zelo dober prvi polčas z naše strani. Veliko nam je uspevalo. V bistvu smo iz teh priložnosti, vse kar smo imeli, zadeli. Potem je normalno lažje igrati, ampak ne glede na to smo bili zelo kvalitetni v njihovem visokem pritisku, znali igrati pod pritiskom in mislim, da zaslužena zmaga. Ja, kot ste dejali, ravno ta pressing, ne morda celo najboljši polčas, odkar ste vi trener Olimpije. Ja, zelo dober polčas, nisem zadovoljen, kako smo končali tekmo, ampak dobro, gole lahko dobiš na različne načine. 11 metrovke nisem dobro videl, mogoče so bile, ampak sigurno si želim, da držimo ničlo, ampak moramo biti zadovoljni, zelo težko gostovanje in pomembne točke. Je pa verjetno težko, ko vodiš 4-0, verjetno za hip pade tudi koncentracija. Videti je bilo, da ste vse skozi spodbujali fante ob robu igrišča, da morajo ostati maksimalno zbrani. Ja, ampak dolgoročno je zelo pomembno, da dobro začneš, da dobro končaš in to od fantov zahtevam na treningu, isto je pa na tekmi. Prihaja še zadnja tekma pred zimskim premorom, Rogaška, kjer verjetno razmišljate zgolj in tako kot danes, vse 3 točke. Dejstvo je, da ste v vlogi izrazitega favorita. Ja, čaka nas prvo še evropska tekma, zelo težka, tako da tudi v tej smeri moram razmišljati kot trener. Zaradi tega so bile tudi nekatere menjave s ciljem, da probamo
čim bolj biti optimalni za zadnje 2 tekme. Ja, ravno to je bilo moje vprašanje. Torej, privilegije, če lahko kapetana Elšnika pa recimo Ruja Pedra menjaš praktično sredi drugega polčasa. Ja, Olimpija ima širino in hvala Bogu, da je temu tako. 2 različna polčasa z vaše strani, ampak že v prvem delu ste si preprosto preigrali previsok zaostanek, da bi danes lahko iztržili recimo vsaj kakšno točko. Ja, se strinjam. Mislim, da smo dobro šli v prvi polčas, pol dobili ta prvi gol, drugega po prekinitvi in potem se je težko vrniti, sploh proti ekipi, kot je Olimpija, ki je kvalitetna. Drug polčas je bil malo boljši, 2krat zadel, ampak spet premalo danes, da bi si več zaslužil. Že po prejšnjih 2 tekmah smo se veliko pogovarjali o lastnih napakah v vaših vrstah, potem pa 3 praktično v zadetkih čiste lastne napake. Ja, se strinjam. Ja. Prej se nam to dogaja, te individualne napake, to moramo popraviti. Mislim, da bi danes lahko dosti boljši. Je recimo pozitivni vidik to, da ste na zadnjih 3 tekmah dosegli 7 zadetkov, sicer točke oziroma zmage niste osvojili, pa vendarle? Ja, nogomet se igra za točke, vsekakor je dober vedno zadet, ampak ne smemo prejemati toliko golov. Prihaja nekoliko specifična tekma v Celju, ki se bo pravzaprav odigrala samo na 2/3, ne? Ja, sam še take nisem igral, tako da prvič za mene, ampak ni rabimo točke, tja moramo iti po 3 pike in drugega nam ne preostane. Marcel Ratnik, čestitke za zmago in za zadetek. Krenili ste od prve minute izjemno agresivno, izjemno čvrsto, kot da bi nekako kar presenetili Koper s tem presingom. Ja, najprej hvala za čestitke. Ja, krenili smo res zelo dobro. Ampak še vseeno mislim, da današnja tekma ni bila naša najboljša. Predvsem drugi polčas mislim, da smo preveč prepustili pobudo nasprotniku, preveč smo se povlekli nekako nazaj in na koncu nas tudi ta 2 gola sta nekako kaznila. Ja, kot je že dejal trener Zeljković, morda teh zadnjih 30 minut nekoliko pokvari vtis. Ja, nekako vsak si želi vsako tekmo imeti ničlo odzad, predvsem obrambni igralci in golman. Ampak ja, zgodil se je 2 gola, 2 penala, zdaj če sta bila, jaz iskreno bom rekel, da drugi ni bil, sam igralec mi je rekel, da se ga nisem dotaknil, ampak sodnik se je odločil za penal. Ja, gremo v naslednjo tekmo, treba zmagati Rogaško, treba vzeti vse 3 pike. Kako pomembno je to zdaj z nekega psihološkega vidika po porazu na večnem derbiju, po remiju proti Bravu, da zdaj vendarle držite vsaj navidezno ta stik s Celjem? Ja, ne smemo izgubiti stika s Celjem, saj vemo, da Celje je zelo dobra ekipa, ne zgublja dosti točk, vsako tekmo skoraj odnese 3 pike in moramo čim bolj držati ta stik z njimi in upati na naslednji tekmi na 3 pike in pol v naslednjem delu se približati temu. Prihajata še zadnja 2 izziva pred tem zimskim premorom, najprej evropska tekma, pa potem še Rogaška. Kako zdaj razporediti moči? V Evropi ni več možnosti za napredovanje, pa vendarle vtis šteje tudi na evropskih tekmah. Ne glede, če ne moreš naprej, vsak igralec vem, da bo dal 100% na igrišču in mislim, da utrujenost ne bo takrat se pokazalo. Vsak bo dal svoje moči, koliko še ima, treba izdržati te 2 tekmi do konca in pol na zaslužen počitek.